Dobrodošli. Zdaj sem že v režijo prišel, a ne? Ja. Ful veliko ljudi vidim tlele. Kaj pa kaj počnete? Ti? Dani režija, skrbim, da imajo vsi scenarije, skrbim, koliko cajt traja oddaja, pa za prisotnost. Best, naprej. Jaz sem pa sam v bistvu realizator, kako se skupaj poteka, usmerjam kamere, kako morajo zoomirati, kaj morajo popraviti, preden grejo v samo oddajo. Pomaga mi moj, podasistent. Mešalec slike. Mešalec slike, vidim. On zdajle trenutno zgleda, kakor da edini nekaj dela. Ne, se hecam. Naprej, kaj bomo tebe? Kontrola slike, pač poskrbim za to, da se vsa oprema prižge na začetku, pa da je slika lepo prava svetloba in take tehnične stvari. Asistent tona, pač voditeljem in gostom naštima mikrofone, pa pripravim. Naprej? No, jaz pa pol tukaj v bistvu vse na te mešalke zrihtam, da vse nekako funkcionira, tako da se sliši vse v redu. Cool. Kaj pa gospodična tlele v kotu? Zadolžitev za luči. Zadolžitev za luči, super. Vidim, da dobro delate, ne, tako da dobro delate še naprej. Lahko se nam podružite. Sem rok, ne vem, evo, imate kakšno nalogo zame? Dal bi se najdeti. Super, ne gremo probam, eno da kavo. dopustiš. Ne probam, da realizator. Ne je bilo švak. V redu, nič. Dobro se imejte. Čau. Ok, gremo naprej. Ja, medijski tehnik je nastal v bistvu želje in potrebe potem, da se informacije prenašajo preko različnih medijev, ne zgolj tiskanega. Na šoli smo že imeli grafičnega tehnika, smer priprava in tradicionalno močno sodelovanje z grafično šolo v Münchnu je pripeljalo do idejo o novem izobraževalnem programu. Tako so se naši učitelji izobraževali v Nemčiji približno 3 leta in potem smo to, kar smo se naučili v Nemčiji, nekako v sodelovanju z industrijo prilagodili slovenskemu prostoru in kot prvi in edini v državi začeli ta program na naši šoli izvajati leta 2000. Mi lahko prosim opišete učni načrt za program medijskega tehnika? Medijski tehnik je program srednjega strokovnega izobraževanja in temelji na 3 temeljnih poklicnih standardih. Oblikovalec grafične priprave, medijski asistent in oblikovalec spletnih strani. Sam učni načrt pa je sestavljen iz splošno izobraževalnih predmetov, strokovnih modulov in praktičnega pouka. Zdaj strokovni moduli pokrivajo nekako 3 temeljna področja. To pa so slika in zvok, grafična priprava in priprava za različne medije in pa animacija in izdelovanje spletnih strani. Kaj pa je vaše delo konkretno, ko pridete v službo? Kaj je vaša naloga? Najprej v bistvu pogledam, kaj mi novinarji pošljajo po mailu, različne stvari, kot so recimo grafi, zemljevidi. Nato odprem Illustrator program in izrišem takšen graf. Nato ta graf pač dam v samo bazo, kot so recimo baza podatkov, kjer lahko potem tudi novinarji pač zberejo različne slike, pripremljajo k člankom grafe, v bistvu dodajo vsebine k svojemu tekstu. Nato pa v bistvu v samem programu za postavljanje časopisnih strani odprem pač prazno stran in postavim novinarski članek na samo stran. Kaj pa je to na ekranu? To pač označimo slike, barve spremeniti, naprimer, jaz tukaj delam za koledar v Photoshopu. Pač, če prvo, naprimer, slikamo, pa so barve nisi, naprimer, se ne ujemajo, ampak eno mi všeč, pa pol to popravimo. No, kaj to pomeni, da se barve ne ujemajo? Ja, pač, če hočemo, da kaj bolj izpostavimo ven na sliki, pač, naprimer, če hočemo kaj izbrisati, kaj nas moti, pa pol lahko to spremenimo. Pa ti je všeč ta program? Je pač zanimiv, pa dosti lahko naučiti.